Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o največjem artilerijskem orožju, ki so ga zgradili ljudje. Visok je bil 11,6 metra, tehtal je 1350 ton, kar je enako 198 samcev afriških slonov. Njegova cev je bila dolga kar 32 metrov in streljal je kar 3,6 metra dolge granate, ki pa so tehtale kar 7 ton. Gustav je bil najtežji in največji top, ki ga je človeštvo kadarkoli zgradilo. Dizajn za top Gustav je ukazal narediti sam Adolf Hitler pred začetkom druge svetovne vojne, saj je potreboval uničujoče orožje, ki bo uničilo magnetovo linijo v Franciji. Linija je bila dobesedno neprebojna trdnjava, saj je bila linija utrjena z debelim armiranim betonom. Top Gustav je zasnoval nemški proizvajalec orožja Krupp, in sicer leta 1934. Top se je premikal po železniških tirih, ki so ga morali zgraditi posebej zanj. Topovska cev se je lahko premikala samo gor in dol, njegov kaliber pa je bil 80 centimetrov. Top je lahko zadel natančno cilje, ki so bili od njega oddaljeni 47 kilometrov, toda po mnogih streljih se je cev obrabila in zaradi tega so morali tudi cev večkrat zamenjati. Top Gustav je zaradi svoje velikosti in teže potreboval tudi ogromno varnostnega osebja, inženirjev in posebno izurjene enote, da so ga lahko upravljali. Za sestavljanje topa je bilo potrebnih 250 ljudi in trajalo je kar 3 dni in pol, da so top lahko sestavili. 2500 ljudi je bilo zadolženih samo, da so postavili tirnice. Seveda so morali biti ves čas tudi prisotni flak bataljoni. To so bili posebno izurjeni bataljoni za protiletalsko obrambo, saj je bil top dejanska pošast, ki so ga lahko zavezniki z lahkoto videli iz zraka. Top Gustav so izdelovali v 30 letih prejšnjega stoletja, vendar je v uporabo prišel šele leta 1941, saj so ga prepočasi gradili. Hitler pa je magnetovo linijo zaobšel skozi ardenske gozdove in se mu ni bilo treba soočiti z magnetovo neprebojno linijo, medtem ko je napadel Francijo. Gustava so leta 1941 peljali na vzhodno fronto pri obleganju Sevastopola, kjer je bilo potrebnih okoli 4000 mož za obrambo in za njegovo funkcioniranje. Izstrelil je kar 300 granat na sovjetske položaje in s tem uničil ogromno skladišča orožja in bunkerje. Gustav je lahko izbrisal bunker, ki je bil 10 metrov pod zemljo. Gustava so kasneje hoteli premestiti v Leningrad, vendar je bil napad preklican. Po vojni ni bilo znano, ali je bil izdelan še en top, kakršen je bil Gustav. Tudi leta 1942 je Gustav z vzdevkom Dora deloval v Stalingradu. Prav zaradi tega, ker so takrat Gustava klicali Dora, so zavezniki mislili, da imajo Nemci kar 2 taka topova. Leta 1942 so Nemci predlagali svojim inženirjem, naj naredijo novo verzijo topa. Tokrat naj bi top imel samohodno platformo, ki bi se lahko premikala brez pomoči tračnic. Imenovali bi ga Land Cruiser P-1500 Monster, vendar je bila zamisel opuščena. Ker se je vojna bližala k koncu, nekateri viri pravijo, da naj bi top Gustav uničili kar sami Nemci, saj bi s tem preprečili njegovo zajetje. 14. aprila 1945 so ruševine topa našli sovjetski vojaki, preučili pa so ga sovjetski znanstveniki. Na splošno je bil top Gustav neuspešen in dokaj nepraktično orožje, ki je zahtevalo veliko število ljudi, da postane operativno. Namesto topa Gustava bi lahko Nemci raje izdelali več tankov, oklepnikov ali topov. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.